če nima še produkta dokončno narejenega, če še pili idejo, se pravi, če nima tako imenovanega minimalnega otvoritve ali izdelka, potem je fajn, da se obrne na te razpise od Slovenskega podjetniškega sklada, ki res velikodušno in z strokovno pomočjo pomagajo narediti od ideje do izdelka in to podprejo tudi z finančnimi sredstvi. Ko pa mi pridemo, finančni investitorji, kot sem rekel, osnovni angeli, visi, posamezniki. V začetni fazi, kjer imaš ti, recimo mi smo biotehnološko podjetje, ker smo mogli en kup recimo sredstev nameniti sami opremi, samo da smo zlahka zaštartali podjetje. Nekako nismo imeli, oziroma ni bilo niti opcije, če nimaš lastnega kapitala, če ga družina nima, rabiš zunanjo investicijo. Mogoče dan danes je lažje IT podjetjem, ker delajo appe, ker je ta začetni kapital precej nižji. To je super, z tega vidika je lažje narediti. Kasneje se pa tudi pojavi možnost, zakaj bi ti rastel, ne vem, za 10, 15, 20%, če pa imaš, ne vem, en dober produkt, imaš konkurenčno prednost in če vzameš nekega zunanjega investitorja, če lahko s tem mogoče rasteš 50-60%, pa ne glede na zadnje, narediš precej večjo vrednost, kot pa če ga ne bi vzel. To je po mojem razlog, zakaj bi ga lahko vzel. Razlika je ta, da poslovni angeli investiramo tam od 50 pa do 150 tisoč evrov v startup v zgodnji fazi in pomagamo startupu z nasveti, s svojimi povezavami, ga peljemo na dogodke, mu organiziramo šolanje skozi akceleratorje in ga peljemo do naslednje faze investitorjev, ko so VC ali pa kdaj. Traja, dokler ne dobiš denarja, po domače rečeno. Zdaj pa je to v 6 mesecih, do 2 letih, pa če upati ne smeš in to je to. Če vi gledate časopisne stolpce, pogledate debeli tisk, in če vas tam ujame, boste šla prebrati celo, če ne pa ne. To je enako je pri nas, psihologija deluje povsod po istem principu. Prenese tudi neko sistematizacijo, resnost. Nenazadnje podjetje postane bolj samostojno z tega vidika, da so procesi urejeni, da je tudi nek trademark, da tudi dober kader se lažje odloči, da pride v neko podjetje, ki ima takšne lastnike, kot pa recimo, da pride v nek startup. Pa tudi verjetno precej lažje je nekatera vrata, predvsem v Evropi, mogoče svetu odpreti.